Z jutrišnjim dnem se pričenja novo šolsko leto, za marsikaterega otroka pa to poleg vsega novega pomeni tudi prvi stik s cestnoprometnimi predpisi in nevarnostmi, ki nanje pretijo na poti v vrtec ali šolo. Kakšen nasvet ima torej policija za varno pot v šolo? Kot prvo bi jim vsekakor svetoval, da jih pač nekako podučijo o ravnanju v cestnem prometu, da si vzamejo čas z tega vidika. Potem po drugi strani seveda to, da so zgled svojim otrokom. Ker ko jih vozijo tudi sami, se naj pač redno pripenjajo, to bodo otroci opazili. Naj pazijo, ko jih pripeljejo v šolo, kje bodo ustavili vozilo, kje bo otrok izstopal, kje bo prečkal cesto. Poostren nadzor nad hitrostjo vozil in organiziranim prevozom šolarjev bo policija izvajala prvih 14 dni v okolici vseh osnovnih šol. Prve aktivnosti so se seveda že izvajale pred pričetkom pouka in sicer te zadeve, ki se nanašajo bolj na sodelovanje z šolami, pregled varnih šolskih poti. V prvih dnevih pouka pa bomo, tako kot je ustaljeno že glede na pretekla leta, poostrili nadzor cestnega prometa v okolici šol. Tam bomo pač zagotovili nadzor praktično v okolici vseh osnovnih šol in tudi vrtcev. Tukaj bo največji poudarek na nadzoru hitrosti, na ugotavljanju morebitnih kršitev nepravilnega prevoza. Ta čas, ki se zdaj bliža, pač začetek šolskega leta, seveda zahteva to, da so ti vozniki v cestnem prometu bolj pozorni, kajti otroci so v cestnem prometu nepredvidljivi, včasih spregledajo kakšno signalizacijo ali pa se mogoče napačno tolmačijo. In zato smo pač odrasli oziroma drugi udeleženci tisti, ki smo jim pač dolžni pomagati in moramo pač predvideti že vnaprej, da lahko se nam kje na cesti recimo znajde otrok. Pri ogledih, ki jih policija izvaja pred pričetkom šolskega leta, po besedah Strnada niso ugotovili večjih nepravilnosti. Upravljavci cest praviloma lokacije pravočasno ustrezno uredijo in odpravijo pomanjkljivosti. Za dodatno varnost oziroma prepoznavnost šolske poti bodo letos skrbele table v naravni velikosti, ki so jih od varnostnega sosveta Mestne občine Maribor danes prejele vse osnovne šole v Mariboru in bodo dopolnilo k že obstoječim oznakam za bližino šole. Eno skrb smo namenili torej sami varnosti otrok, kjer smo posebej apelirali predvsem na starše, da bi v teh zadnjih predšolskih dneh še nekako se sprehodili s svojimi otroci torej do šole po tej šolski poti in torej starši, da bi nekako otroke opozorili, kje jih morda eventualno lahko čaka kakšna nevarnost. Drugi segment so seveda sami učitelji v šolah, ki bodo prav tako v teh prvih dneh posvetili tej varnosti na šolski poti v prometu, torej več pozornosti kot običajno. Tretji segment smo pa seveda mi vozniki, na katere apeliramo, da bi torej upoštevali prometne predpise, da bi predvsem v bližini šol se držali tiste omejitve 30 km/h, da bi bili pripravljeni tudi na tiste nepredvidljive dogodke, kajti še enkrat, otroci so lahko dostikrat nepredvidljivi, razigrani bodo po teh počitnicah in podobno. Aktivnosti koordinira Mestna občina Maribor s policijo in prostovoljci pri Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, tukaj pa so še mestni redarji. Mestni redarji, kolikor jih je, mislim, da letos bodo prisotni na 5 lokacijah pred 5 osnovnimi šolami. Ali to, da bodo redarji prisotni pri šolah, pomeni, da jih bo manj na voljo za druge prekrške? Torej upam, da ne, govorimo predvsem o tistih špicah pred šolami, torej v jutranjem času in pa potem 12:01, recimo, ko se šola nekje konča, vse ostalo pa bojo opravljali svoje naloge v skladu s predpisi, torej upam, da ne drži to, kar ste nekako rekli, da bi jih bilo manj. Res pa je, da jih bo morda prvih 14 dni manj redarjev po samem mestu, kajti varnost otrok je le na prvem mestu.